Kmečki upor se seli v državni zbor. No, zaenkrat ne s traktorji. So si pa v SDS zaželeli pogovora o težavah kmetov. V koaliciji so medtem že prisluhnili nekaterim zahtevam in ekspresno postrelili kakih 200 medvedov. Vem, kaj si mislite? 300 kosmatih, ampak ne, 200 kosmatih. Žal so bili manj uspešni pri odstrelu spornega metulja Okrčka. Težko je ga bilo zadet, hudič se skriva bolj kot Bin Laden. Ampak gnev kmetov so si tudi sami zakuhali. So si poslanci vladajoče koalicije s predlogom novele zakona o zaščiti živali, prvopodpisana je podpredsednica stranke SD in podpredsednica državnega zbora Meira Hot, privoščili še en spodrsljaj. Ja, kajti ta predlog med drugim predvideva, da bodo aktivisti za pravice živali po kratkem tečaju postali tako imenovani pooblaščeni svetovalci in na terenu ugotavljali kršitve. Po mnenju veterinarske in kmetijske zbornice je 40-urno usposabljanje svetovalcev za zaščito živali definitivno premalo. Ne moreš dobiti niti znanja, teoretičnega, še manj pa praktičnega, da bi lahko ocenjeval situacijo, ki je na terenu. Po domače povedano, kmetom se je zmešalo, ko so slišali, da jim bodo neki vegani iz mesta hodili po kmetijah kot uradne osebe in jih prijavljali inšpekciji. Nasprotniki predloga očitajo, da bo novela iz sosedov naredila ovaduhe. Pa bo res z novelo zakona vsak lahko prišel v vaše domovanje? S tem zakonom mi ne uvajamo ovaduštva, kot je bilo v zadnjem dnevu ali pa dveh povedano. Evo, je lepo povedala. Ampak to kmetov ni prepričalo in ne bi se čudil, če bi s traktorji zares vdrli v državni zbor. Vi se kar zdaj bavite z njimi. Zdaj, dam en tak koristen nasvet. Pooblaščene svetovalce te preženeš podobno kot vampirje. S to razliko, da za odvračanje vampirjev nad vrata obešiš česen, za odvračanje veganskih aktivistov pa krvav zrezek. V vsakem primeru pa se izogibajte avokadu, to jih bo sam še več pripelalo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.